Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Februar in mesec je čas občnih zborov, tako pa tudi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj enkrat na leto zbere vse svoje člane na občnem zboru. Tudi tokrat je bilo tako, sicer pa je bilo na koncu kar malo žalostno. Poslovil se je dolgoletni poslovni sekretar Beno Virt, ki odhaja v pokoj, prav tako Alenka, ki sta bila dobršen del kolektiva v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih v Kranju. Se pripravljajo kakšne spremembe na področju asistence? Seveda se pripravljajo tudi na področju asistence spremembe, kajti vlada se že nekaj let trudi zamejiti porast stroškov, ki jih povzroča uveljavitev tega zakona. Mi se pa seveda poskušamo truditi, da bi slepim in slabovidnim ta pravica ostala. Predvsem pa je naša želja, da vkolikor bi se odločili naši člani za komunikacijski dodatek, ki je sedaj v zakonu pravica, da jim ne bi bilo treba plačevati tako visokega prispevka, kot ga sedaj predvideva zakon, ampak le samo četrtino tega. Zaenkrat ni pravega posluha še bilo. Kaj pa na področju invalidnih organizacij oziroma društev, kot je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj ali ostala društva, ki so tudi locirana po Sloveniji? Ne, za same invalidske organizacije niso predvideni velike spremembe, razen tega, kar so danes že tu poskušali z dodatnimi šiframi v pridobitni dejavnosti. To je pa zato potrebno, da se lažje prijavljamo na kakšne razpise in takrat potem dobimo neke točke. Za financiranje pa je predvsem zdaj v ospredju vprašanje financiranje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, medtem ko posamezne invalidske organizacije pa ni videti, da bi bile kakšne spremembe. In kako se počutite tokrat na občnem zboru v Kranju? Skoraj vsako leto pridete, kot mi je znano, zelo rad pridete v Kranj? Ja, zelo rad pridem, tu imam veliko prijateljev in sem vedno vesel, ko me povabijo. In to je vsekakor eno aktivnih, zelo dobrih, dobro delujočih društev in sem vesel vedno, ko sem tu. Hvala lepa in še prijetno počutje. Hvala vam. Kako se počutite tukaj na občnem zboru v Kranju? Ja, lepo pozdravljeni. Zelo fajn se počutim. Vsako leto sem, zdaj sem drugo leto tu. Vesela sem vabila kateregakoli medobčinskega društva slepih, ker se mi zdi zelo pomembno, da se srečujemo, da sodelujemo tudi v živo, ne samo prek telefonov in mailov in tako dalje, kar redno počnemo, sploh s Kranjem smo zelo aktivni, ampak lepo se je pa srečati v živo. Letos je pa to sploh eno tako prijetno druženje, vidim, ker ko poslovni sekretar odhaja in se mi je zdelo prav, da se mu še osebno zahvalim za vso sodelovanje z nami. In kako deluje vaše društvo? Ja, naše društvo včlanuje približno 500 članov iz celjskega, kozjanskega, velenjskega območja, pokrivamo 33 občin. Dejansko naše društvo deluje na podoben način kot kranjsko, torej s posebnimi socialnimi programi, plus osebno asistenco izvajamo in zelo podobne aktivnosti kot v kranjskem društvu. Hvala za pogovor in uživajte tukaj v Kranju. Ja, hvala lepa. Še do konec meseca marca, potem pa po 20 letih zapuščate to delovno mesto. S kakšnimi občutki? Vsako življenjsko obdobje pač prinaša svoje zakonitosti in zanimivosti. 20 let je dolga doba, na društvu smo marsikaj naredili, veliko stvari je še ostalo in pa seveda vesel sem tudi, da smo v vsem tem obdobju plodno sodelovali tudi z vašo gorenjsko televizijo in pa seveda z našo članico in pa gospo Klementino. Imaš že druge načrte, kako bo sedaj čas mineval? Verjamem, da se bomo še srečavali v društvu na izletih in mogoče tudi še v kakšnem krožku.
Gotovo zdaj še plani niso ne vem kako konkretni, ampak počasi še že ustvarja strategija, kako preživeti še zadnjo življenjsko obdobje. Naj se ti tudi jaz zahvalim, Beno Virt, za tvoje odlično sodelovanje, za tvoje odlično delo in ti želim čim več zdravja in sreče tudi vnaprej. Hvala ti za pogovor. Najlepša hvala. S 1. aprilom prevzemate mesto poslovnega sekretarja. Pred 2 leti ste prišli na medobčinsko društvo slepih in slabovidnih v Kranj in se tukaj uvajali. S kakšnimi občutki? Ja, res je, stopam v zelo, zelo velike čevlje. Naš sedanji poslovni sekretar Beno Virt je res in osebnostno in profesionalno res velik človek in takega človeka je zelo težko naslediti na delovnem mestu. Res je ta sreča, da sem se na nek način uvajal in spoznaval z delom poslovnega sekretarja društva že 2 leti, ker sem bil na javnih delih. Tako da jaz verjamem, da bomo skupaj s predsednikom, članicami, člani izvršnega odbora, sodelavci, da bomo naše društvo peljali naprej po začrtanih poteh, po začrtanih tirnicah in pa da bomo znali vedno v vsaki situaciji znati brati tudi znamenja časov in svojo dejavnost prilagajati, tako da bomo lahko ponujali čim bolj primerne rešitve za vse naše članice in člane, skratka za vse osebe z okvaro vida na področju Gorenjske. Hvala lepa za pogovor in uspešno delo na novem delovnem mestu. Hvala lepa.